Dežele sem tuje, videl sem tuje nebo. Zdaj rodne kraje potujem, rad bi spet videl svoj dom, svoj dom. Daljne dežele so lepe, lepo je južno nebo. Lepše pa sijejo zvezde, tam, kjer moj rodni je dom. Kot makov cvet, kot smeh deklet, vabi me rodna dežela. Kot lastovka se vračam tja, kjer sem nekoč bil doma. Šel bom vinograde briške, kjer na trgatvi bom spet. Slišal tam pesmi dekliške, kličal si dušo ogret. Dobrodošli na slavnostnem odprtju obnovljenega gradu Dobrovo. In seveda razstave pokrajine teles slikarja Zorana Mušiča. Po nekajletni obnovi se duri gradu Dobrovo ponovno odpirajo. Ta bo postal eno izmed osrednjih prizorišč Evropske prestolnice kulture, katerega srce je od leta 1991 utripalo v sozvočju stalno zbirko grafik umetnika svetovnega slovesa Zorana Mušiča. Ponovno odprtje gradu pa sovpada z odprtjem Mušičeve razstave, interpretacijske sobe, soteske Kožbanjščka s kotlinami in koriti ter naravnim mostom Krčnik. In verjamete, da Brici, kljub temu, da smo izrazito kmetijsko področje, to nekako vedno poudarjam, sigurno znamo ceniti tudi kulturo. In tudi vemo, da neka kulturna dediščina daje določenemu področju določeno težo, določen smisel. No in bilo rečeno, da Zoran Mušič, ta naš velikan, svetovno znan umetnik, se je odločil, da podari Novi Gorici in potem posledično Brdam kar 134 grafik, ki bodo sedaj ponovno nekako razstavljene. Medtem sigurno se je tudi poiskalo modus, strokovnjaki so se tu vključili, Ministrstvo za kulturo predvsem, da najdemo način, kako tudi zaščititi ta dela, dragocena dela, ki bi sicer na tisti klasičen način tudi počasno razpadala, da se je tudi sedaj nabavilo nekako neke vitrine, omare, katere bojo držale neko konstantno temperaturo, predvsem pa vlago in nekako bodo nekako zaščitene proti razpadanju. Oj, Triglav, moj dom, kako si krasan, tako me izvabljaš iz nizkih kravan. Po zaslugi tega izjemnega vidca danes vidimo reči, ki jih sicer nikoli ne bi izkusili. In ker smo jih videli, gledamo na svet drugače. Toliko bolj angažirano se borimo proti današnjim grozotam, in toliko bolj upravičeno si prizadevamo, da bi videli tudi tisti, ki ne vidijo. Zato je, kot večkrat povem, Zoran Mušič poleg arhitekta Edvarda Ravnikarja in italijanskega psihiatra Franka Bazalija tista simbolna figura naše prestolnice, zaradi katere se velja Evropi zazreti v našo regijo, da bi bolje razumela 20. stoletje in preprečila morije 21. stoletja. Treba se je preprosto podati na pot z večnim popotnikom Zoranom Mušičem in vsak dan znova poskušati presegati meje mogočega. Tudi Dobrovo tedaj ni le dobro, ampak je vsak dan boljši. Naci darem la mano, la mi dirai di sì, vedi non è lontano, partiamo via da qui.
danes smo pač tukaj pred novim objektom, obnovljenim gradom Dobrovo. In kar je največji izziv je, kako potem, ko enkrat ohraniš, vzdržuješ to, kar so ustvarili naši predniki, je kako jo polniti z novo sodobno vsebino, z nekaj, da lahko ta objekt zaživi. A v Brdih ne skrbi. Ko se na Ministrstvu za kulturo pogovarjamo, kjeri so najbolj uspešni projekti, da se je obnovilo kulturno dediščino in da se potem ta kulturna dediščina res živi vsak dan, je seveda na prvem mestu Vila Vipavže. Danes je tudi otvoritev razstave Zorana Mušiča. Tukaj bi se zahvalil občini Brda, da se je pridružila projektu Evropske prestolnice kulture. To je projekt, ki je v tem času, ko mi nekako vodimo ministrstvo, sigurno eden najpomembnejši, še ne najpomembnejši projekt. Njen namen je, da se dolgotrajno spostavi nove prostore za delovanje na področju kulture oziroma da zaživijo in tudi, da se neke nove, ko rečemo temu, umetniške prakse razvijajo, da se ljudje, ki tukaj delajo, profesionalizirajo in da v bistvu kultura postane ena od pomembnih dejavnosti, kar ti kultura in umetnost ni samo, kot daj pomislimo, strošek, ampak je dejansko tiste, ki lahko tudi veliko prispeva, ne samo prostočasno, simbolno, ampak tudi ekonomsko. Zato Evropska prestolnica kulture je sta priložnost, da lahko Nova Gorica in vsi okraji okoli, izključno z Brdami, dobijo dodatno prepoznavnost in nove obiskovalce in nove ljubitelje teh krajev. Sijoče nevidno mesto je del uradnega programa. Ustvaril jo je kolektiv Monument v sodelovanju z Moto in Muzejem za arhitekturo in oblikovanje. Za nas je prav posebej pomembna zaradi tega, ker običajno raziskujejo samo delčke mesta. Tokrat pa prvič raziskujejo mesto kot celoto. Nova Gorica je mlado mesto, vemo tudi zakaj in na njo smo zelo ponosni. S to razstavo bomo ljudem pokazali, kako je z nami rasla, kakšne so bile ideje, kako so se te ideje z leti spreminjale, implementirale in mogoče tudi to, kaj je ostalo nerealiziranega in bo mogoče v prihodnosti enkrat realizirano. Projekt pa ni le arhitekturna zgodba, ampak je zgodba tudi o nas, ljudeh. Skozi to, kar nimamo ali nikoli ne bomo imeli, kaže naš odnos do tega manjka. Ponuja nam tudi priložnost, da začnemo ceniti to, kar imamo in to, kar smo dobili, tudi zaradi Evropske prestolnice kulture. Prenovljeni Trg Evrope, podhod po tiri z 2 amfiteatroma, urbano osmico, danes tudi Epik, Rožno dolino, Park Rafut in Vilo Rafut v obdobju Legacyja. Zato že danes vabim za leto 2026 kolektiv Yes Moment, da pride in na podoben način zmapira v Legacy oziroma zapuščinskem obdobju vse, kar smo dobili z Evropsko prestolnico kulture. Arhiv, ki ga nihče ne uporablja, ni arhiv. Arhiv je arhiv šele takrat, ko se vanj vstopi, oziroma natančneje, ko stvari iz njega vzniknejo. In stvari iz arhiva vzniknejo skozi način obravnave, ki ga ne razume le v smislu nekega pasivnega vira podatkov in informacij, ki pogosto temeljijo na kronološki logiki, ampak njegove posamezne elemente tretira v bistvu kot produkcijsko orodje za generiranje novih znanj in pa projektov. In v bistvu projekt Sijoče nevidno mesto je odličen primer aktivacije arhiva. Se je celoten projekt na nek način manifestacija projektivnega potenciala stvari, ki se hranijo v muzejih, v arhivih, in ta projektivni potencial arhivov je pravzaprav neskončen. Zaradi tega, ker vsakič v bistvu raziskovanje arhivov nikoli ni dokončno. Vanj se vedno znova vračaš, vedno znova vstopaš iz neke specifične
pozicije vstopa, trenutka vstopa in ta se neprestano spreminja. Mogoče sam na kratko, monument, kaj beseda oziroma koncept pomeni za nas. To so te stavbe, arhitekture, monumenti in javni prostori, ki so izgubili pomen oziroma transformirali pomen zaradi socialnih ali političnih sprememb. In ponovadi se mi ukvarjamo z monumenti na način, da jih mapiramo, tako kot smo delali v Gorici, in potem vzamemo pod drobnogled poseben monument, ki je za tisto lokalno prebivalstvo, lokalno skupnost najpomembnejši, ker nekako odseva vrednote te družbe. V Gorici pa smo v bistvu se lotili tega procesa na način, da smo vzeli samo Gorico kot monumentalno tvorbo, monumentalni organizem in se osredotočili na različne monumente, ki so bodisi bili podrti, bodisi so pozabljeni, prazni, ali pa tudi nekatere vizije, to je nekaj novega, ki niso bile nikoli udejanjene. Od začetka snovanja mesta že obstaja fotografija in sodobno arhiviranje, zato mi lahko razumemo, kako in kdaj in zakaj so se različne prostorske plasti zgodile in tudi zakaj se niso, tiste, ki se niso. Nekaterim se Nova Gorica zdi mogoče mesto zamujenih priložnosti, ker se že v štartu ni sledilo dosledno vsem idejam Edvarda Ravnikarja. Mogoče nekaterim ni všeč modernistični izraz stavb in se raje ozirajo čez mejo v historične ali neohistorične zglede. Nekaterim je všeč klima in bujno zelenje, nekaterim je mesto všeč, nekaterim nam je mesto všeč, ker je naše. Skoraj gotovo pa je skupna točka vseh pogledov ta, da mesto še vedno po 78 letih deluje nekako mogoče nedokončano. In ob sprehodu po mestu naletimo na praznine, na manjkajoče stavbe, na nedokončane ureditve javnega prostora, ki dajo Novi Gorici pridih nekako nedokončanega gradbišča. Sijoče nevidno mesto raziskuje te točke Nove Gorice, ki zaradi različnih vzrokov, bodisi ker niso projekti bili dokončani, ker niso bili zgrajeni, ker so zapuščeni ali ker so porušeni. Po eni strani je veliko število nedokončanih projektov govori o širokem ukvarjanju s prostorom in tudi o ljubezni do prostora. Jaz nisem Novogoričan, ampak kadarkoli se sprehajam po tem mestu, se mi zdi tako osvobajajoče, da praznine ostajajo nezapolnjene in da terjajo obenem, da jih nenehno zapolnjujemo. Obenem pa vem, kako je kot arhitekt delati projekte za prostore, ki obstajajo, in arhitekti jih radi vedno znova napolnimo s srečnimi ljudmi. Arhitekti vedno prepričujemo, včasih med sabo rečemo navadne ljudi, da bo nov projekt rešil vse probleme, ki so prej obstajali. Seveda, ena arhitekturna ekipa naredi en projekt, druga arhitekturna ekipa naredi drug projekt in že samo na nivoju nerealiziranih projektov se ti projekti med sabo bojujejo. Kdo bo lahko zasedel to praznino in osrečil ljudi? Zato je moj poziv vam, da te razstave ne jemljete kot razstave neuresničenih arhitekturnih projektov, ampak tudi kot prikaz, kaj vse se skriva na tisti prazni, nikoli pozidani zelenici, ali pa kaj vse bi lahko stalo na mestu neke manj posrečene stavbe, ali pa, kot boste videli, kaj vse je že obstajalo, pa je bilo uničeno, pa je mogoče že na pol pozabljeno. Tako da jaz to razstavo razumem tudi kot poziv vsem Novogoričanom, da si mogoče, kjer si to še niste, vzamete to mesto nazaj v razmišljanju, kaj vse lahko postane in da to, kar ni bilo uresničeno, nikoli ni zgodba o neuspehu, ampak je ena nevidna plast bogatstva vsakega mesta, ki se je pač v tem mestu, ki je tako mlajše kot vsa ostala mesta v Sloveniji, samo bolj zgostilo v teh skoraj do 80 let. Če že samo govorimo o organizaciji te mednarodni mreži Bienale mladih umetnikov, tukaj gre za 16 držav, ki sodelujejo in v vsaki državi so te članice. Vsaka članica, to so različne organizacije, ali so tako nevladne organizacije, kot je na primer Škuc v Sloveniji, ali pa Ministrstvo za kulturo v Grčiji, tako tak res razpon, ali pa Arči v Italiji in mestne občine v Italiji. Tako zelo širok razpon organizacij. Vse delujejo s svojimi umetniki
in povabijo potem umetnike k sodelovanju. In potem se to preko vseh teh vatlov, kuratorjev izberejo umetnike in potem ti umetniki pridajo. Kje prihajajo? Od Portugalske do Egipta, če gremo po liniji Sredozemlja, od Norveške do Italije. Umetnice in umetnike smo zbrali na podlagi odprtih pozivov, ki so jih partnerji iz organizacije Bienala mladih razpisali v svojih državah. Dobili smo neke krajše sezname, nekateri so poslali vse vloge, ki so jih prejeli, tako da so v bistvu iz tega nabora, potem iz teh portfolijev in projektnih predlogov izbrala umetnice in umetnike, da pač nekako kohezivno govorijo o podobnih rečeh oziroma se povezujejo, nekaj, kar upamo, da bo tudi v prihodnjih dneh vplivalo na njihovo druženje, na konvivialnost med Novo Gorico in Gorico. Zgornja stara znamenitev pa je bila 35 let. Mlade umetnice in umetnike treba podpreti skrbno, finančno, ne samo zato, ker bodo nekoč veliki umetniki, ampak zato, ker so. Tisto, kar je na nek način predpremiera, bomo z umetniškimi deli Bienala prvič vstopili v EPIK. EPIK, veste, je prenovljeno skladišče v našem EPK distriktu, tako je v železniški postaji. Medtem, ko se že pripravlja razstava pod vodstvom kuratorke Kaje Širok, v tem vmesnem času izkoristimo na nek način tale mesec praznine in vstopimo noter z umetniškimi deli mladih ustvarjalcev. Tako da to je centralno prizorišče. Potem pa gremo praktično na cel dan, sobotno popoldne, gremo v Vipavo, kjer se zaradi povezave z univerzo, ampak tudi zaradi povezave z tradicijo Da Vincija, zaradi vode, ki je tam okrog, na parih razstaviščih v Vipavi, okrog palača Lantieri, je drugo prizorišče. Potem se pa ta karavana mladih in umetnikov in gledalcev premakne še v Staro Gorico, v Italijansko Gorico, kjer v kulturnem domu imamo določene dogodke in v palači Lantieri na goriški strani je tudi eno od prizorišč. Za povrh bojo pa obiskovalci nekatere od del videli kot intervencije v javne prostore, na železniško postajo, na nekaj trgov. Namreč Bienale mladih ustvarjalcev dejansko niso samo likovniki, so tudi gledališki performansi, so tudi glasbene intervencije. Zato bo, si upam reči, ta vikend od petka do ponedeljka dejansko obe Gorici boste živeli napredno mlado umetnost Evrope. Radi se o zvučnoj instalaciji koja zapravo uzima zvuke koji se nalaze u okolini samog tunela Koštanjica i te iste zvuke kasnije, od tih istih zvukova se kreira kompozicija koju ljudi zapravo koji prolaze kroz tim tunelom na neki način završavaju. Za Evropsko prestolnico kulture je gostiti Bienale mladih ustvarjalcev Evrope in Sredozemlja strašno pomembno, zato ker se nam zdi, da smo razširili obale naše celine. S tem smo dobesedno dobili in avtorje in teme Severne Afrike, iz Bližnjega vzhoda, tudi iz delov evropskega sredozemskih obal, ki morda niso bile dovolj prisotne. Zakaj nam je to pomembno? Zato, ker smo z mladimi ustvarjalci dobili teme prihodnosti, predvsem smo pa dobili, po mojem, zelo kako bi temu rekel, neomejen, brez rezerve pogled na sedanje probleme. In rabimo to. Rabimo preprosto, da vidimo, da se z nekaterimi temami, ki jih dnevno dobivamo iz novic, soočajo neobremenjeno. In zato je danes meni zelo veliko pomenilo, da se nam je turški kurator, eden od dveh skupaj s slovensko kuratorko, zahvalil za pogum, da vabimo tudi ljudi iz Palestine, iz Sirije, kjer je bilo ogromno težav, tako z vizo, kot s prepričevanjem, bi rekel, ampak na koncu pa dobimo sporočila, ki jih doslej v Evropski prestolnici kulture nismo imeli. In mi smo jim pa na to odgovorili, ja, prihajate pa v regijo, odkoder so pa 1 stoletje nazaj Aleksandrinke hodile čez morje, pa pošiljale domov svoje prihranke, tako kot danes iz tržiške ledjedelnice bangladeški, pakistanski delavci pošiljajo domov. Govorim te teme zato, ker bi rad, da tudi obiskovalci Bienala, kjer cel junij bojo imeli na 5-6 prizoriščih v obeh Goricah in v Vipavi, priložnost videti stvari, kot ste jih kuratorji omenili, ki so work in progress, ki so delo v nastajanju. Ni vse dokončano. Za nalašč so stvari odprte, da na to reagirajo obiskovalci in morda še bolj zanimivo, da se gostujoči umetniki povežejo z domačimi umetniki in iz tega dialoga nastane kaj novega.